Profesor dr. Igor Papič, vi ste dekan Fakultete za elektrotehniko, torej fakultete, katere diplomati so zelo iskani in nimajo težav z zaposlitvijo. Vsaj tak glas gre o vas med bolje obveščeno javnostjo. Vsekakor se strinjam s to trditvijo, imamo včasih težave z našimi študenti pri koncu, ker praktično že vsak pred zaključkom študija najde neko opcijo sodelovanja z industrijo, njih pa moramo nekako spodbujati, da zaključijo ta študij pri nas, da diplomirajo in da seveda potem normalno delujejo naprej v industriji. Je pa dejstvo, da obstajajo tudi primeri, recimo v teh časih krize, ko je prihajalo do odpuščanj v določenih industrijskih panogah in se tudi kakšen inženir elektrotehnike pojavil na Zavodu za zaposlovanje. Ampak če bi pa pogledali te mlade generacije, sem pa prepričan, da vsekakor nima nikakršnih težav pri iskanju službe. No, kako pa v tem kontekstu ocenjujete slovensko gospodarstvo, slovensko industrijo natančneje, ne glede razvitosti? Že po definiciji seveda velja, da bolj kot je neka panoga razvita, bolj je lačno tudi dobrih kadrov. S kakšnim znanjem vi opremljate vaše diplomante, ko gredo na trg? Ja, jaz bi rekel, da če ocenjujemo to slovensko elektroindustrijo, je še vedno relativno močna. Po podatkih, ki smo jih pred kratkim zbirali za neke raziskave oziroma program dela na področju elektroenergetike, smo ugotovili, da je cirka še vedno 30.000 ljudi zaposlenih v tem sektorju. Gre za podjetja, ki letno ustvarijo 3-4 milijarde evrov prometa, 70% izvoza, tako da bi jaz ocenil, da je ta industrija še vedno relativno močna oziroma se nekako po teh letih krize spet nekako konsolidira in predvsem večja podjetja imajo zelo jasne strategije razvoja. Imamo seveda tudi celo paleto manjših podjetij, ampak na splošno bi si upal trditi, da je ta sektor seveda zelo postal pomemben spet. Po drugi strani pa vsi vemo, da naši diplomanti brez težav najdejo službo, seveda tudi v tujini. Opcije je izredno veliko. No, že pred nekaj leti so naše strukturne politike opozarjale, da v Sloveniji manjka inženirskega kadra. Se s trajanjem krize to izpelo ali še na nek način obstaja? Mi smo še pred kratkim delali razne analize, seveda je težko pridobiti te podatke. Tudi recimo, če gledamo številke na Zavodu za zaposlovanje, bi rekel, da za elektrotehniko to najbrž niso relevantne številke, zato ker večina naših diplomantov gre direktno v službo. To je bilo mišljeno več inženirskega kadra vseh tehničnih. Tudi mislim, da je zelo podobna situacija tudi na področju strojništva. Sami se najbrž zavedamo težav, ki ima gradbeništvo trenutno, ampak kljub krizi je še vedno veliko večje povpraševanje po teh kadrih, kakor je pa recimo diplomantov vsako leto na voljo. No in profesor Papič, če se še vedno veljajo podatki o možnosti zaposlovanja diplomiranih inženirjev elektrotehnike, je seveda tudi pričakovati, da se otepate s prevelikimi željami mladih po tovrstnem študiju. Je pa nekaj, velja, da tudi hkrati s tem, da je vaša fakulteta zelo zahtevna glede študija. Ja, jaz bi mogoče najprej rekel, da so zelo dobre možnosti glede zaposlitve, ampak kot jaz razumem mlade, to ni najbrž prvi kriterij pri izbiru študija, saj ne v njihovih letih, mogoče starše bolj skrbi, kje bojo potem službo dobili. Tako da jaz ocenjujem, da še vedno najbrž ne uspemo prepričati zadostnega števila mladih ljudi za študij tehnike. Ne gre samo za elektrotehniko, tudi za strojništvo. In se izredno trudimo, vlagamo veliko napora v promocijo teh tehniških poklicev in pa poklicev, ki so povezani s tehnologijo, ker mladi enostavno najbrž nimajo dovolj informacij, kaj to konkretno pomeni. In seveda je treba
na promocijskem področju delati veliko več. No, je pa v paleti teh poklicev, novih poklicev in pa razvejanosti in hitrega razvoja tehnologij morda izraz elektrotehnika nekoliko odmaknjen, sam izraz in morda mladi čutijo, da je nekoliko zastarel. Jaz bi zelo mogoče postavil trditev, da se mladi celo bojijo izraza elektrotehnika, ne. Že prej ste omenili, da je sam študij najbrž relativno zahteven in imamo težave s tem, ne, da elektrotehniko najbrž mladi dojemajo relativno ozko, kot neke tradicionalne poklice, kot so recimo na področju energetike, mogoče telekomunikacij, kjer imamo široko infrastrukturo, ne. Ne zavedajo se pa, da obstaja cel kup nekih področij, ki bi en povprečen mladinec ali pa mladinka težko uvrstila na področje elektrotehnike, ne. Recimo biomedicinska tehnika, robotika je tudi neko področje, ki bi mogoče nekdo rekel, da je bolj strojniško področje. Toliko, da je cel kup nekih novih tehnologij, tudi multimedija recimo v zadnjem času, ki seveda jo izvajamo oziroma gojimo ta področja na fakulteti za elektrotehniko in mladi najbrž ne vejo dobro, kaj vse mi počnemo v tej hiši. Toliko, da je to tudi najbrž eden izmed problemov, zakaj ta interes še vedno ni tako velik, kot se bi mi želeli. No, saj s tem, da je zahteven študij, ni nič tudi narobe, ne? Ja, tak je in to je dejstvo. No, govorila sva o tako imenovani popularizaciji študija med mladimi, ne? Vi se zelo trudite s tem. Prirejate vrsto dejavnosti, kjer so na ogled inovacije, ki jih počenjate. Povezujete študente z delodajalci, vključujete jih v različne projekte, domače, pa tudi mednarodne. Skratka, ponujate veliko priložnosti za spoznavanje takega načina študija in pa dejavnosti. Se ta izplen kaj pozna? To so aktivnosti na dolgi rok, jaz ocenjujem. Dejstvo je, da smo v zadnjih nekaj letih izredno povečali vse te aktivnosti, promocijo. Popolnoma na novo organiziramo informativne dneve, kjer je težišče predvsem na prikazu raznih demonstracij, raznih preizkusov, kjer se lahko mladi igrajo dobesedno s temi eksponati, ker elektrotehnika je po svoje nekako skrivnostna veda, ne. In mi bolj lahko kažemo učinke električne energije, električne napetosti toka in tako dalje. In seveda, če mladi vidijo te potencialne možnosti uporabe, je veliko lažje jih prepričati, kot pa seveda samo z besedami. Se pravi, poleg informativnih dnevov imamo še cel kup drugih promocijskih aktivnosti. Omenil bi poletni tabor inovativnih tehnologij, zdaj tudi že tradicionalno poteka v poletnih mesecih in sicer konec avgusta. Mi dejansko uspemo poleti pridobiti oziroma privabiti na fakulteto praktično za cel prvi letnik naših študentov, ki jih vpišemo preko 100. In to so učenci osnovnih šol, na koncu 8., 9. letnik in pa seveda srednješolci, dijaki iz gimnazij in pa srednjih šol, tehniških seveda. In osnovni namen je predvsem to, da jim poskušamo predstaviti, kaj je elektrotehnika in pa seveda vse tisto, kar se skriva za to besedo, če gremo malo bolj v take nove tehnologije, ne. Ne samo energetika na eni strani, telekomunikacije na drugi strani, ampak tisto, kar sem že prej omenil, način uporabe elektrotehnike na področju medicine, biologiji in tako dalje. Skratka, možnosti, kamor se recimo ta stroka razvija, ne? Vsekakor in pa tudi predvsem to sodelovanje z industrijo, tudi nekako zdaj že tradicionalno organiziramo dneve industrijske robotike. Zadnjič je bilo res prijetno gledati, imeli smo obisk iz vrtca, ne, najmlajši pridejo na fakulteto in je res tak prijeten občutek, ko te mladi popolnoma sproščeni otroci občudujejo razne robote, razne naprave, ki se premikajo, in jaz sem prepričan, da je to ta pravi način, da se mlade nauči oziroma da se jim predstavi te tehnologije.
Prej ste me vprašali glede učinkov. Jaz bi rekel, da smo uspeli te vpisne številke stabilizirati. Naša želja pa je seveda, da bi imeli še večji interes. Trenutno ocenjujem, da nimamo težav s vpisom. Je pa res, da smo precej znižali vpisne številke, ampak več kot to enostavno ne uspemo. Se pravi, da bi pa še povečali interes, je pa zelo težko. Po drugi strani se pa treba tudi zavedati, najbrž, da so generacije vedno manjše, vedno manj je dijakov, ki se sploh vpišejo na fakultete in pa vse je nekako, bi se rekel, v naših rokah. Jaz sem poskušal nekajkrat tudi v okviru univerze sprožiti to tematiko, vendar je zelo težko. Vsako področje seveda nekako brani svoje področje in želi ohranjati vpisne številke. Tako imenovani imperializem strok, ne? Tako, in pa jaz mislim, da tudi ni na univerzi, da bi sama sebe omejevala, ampak bi najbrž mogla biti neka državna politika tudi na tem področju, da vemo, koliko razpisnih mest imamo na določenih segmentih. In pa seveda upoštevati je treba tudi to, da druga področja imajo konkurenco, tudi drugih privatnih fakultet, univerz. Mi na področju tehnike zaenkrat ne čutimo tega, ker enostavno najbrž se tudi te nove fakultete čisto tržno obnašajo in če ni velikega interesa pri mladih za tehniko, potem se najbrž bolj usmerjajo v druga področja. Družboslovje, humanistika, ne? Ob zadnjih aferah, ki jim je bila izpostavljena univerza, se zdaj vedno bolj piše, govori, sliši, razmišlja, da je zgolj kvaliteta znanja pedagoškega dela in pa tudi raziskovanja samega na univerzi zgolj tisto zagotovilo, ki lahko univerzi vrne načet ugled. Kakšno pa je vaše mnenje o tem? Jaz se absolutno strinjam, da najprej je potrebno vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo. Na podlagi tega lahko to znanje prenašamo na študente, se pravi, to zagotavlja kakovost, visoko kakovost pedagoškega dela. In pa za področje tehnike, to je pa deklarativno, brez prenosa tega znanja v prakso, jaz ne vidim pravega smisla in poslanstva tehniške fakultete. Se pravi, vsa tri področja, pedagoško področje, znanstveno-raziskovalno in pa strokovno. Vse skupaj moramo upravljati skupaj. In pa, če pogledamo trenutno stanje v visokem šolstvu ali pa na področju financiranja raziskav, vidimo, da to strokovno področje, se pravi sodelovanje z industrijo, še edino področje, kjer nimamo nekih omejitev, kjer smo odvisni sami od sebe in pa od tega, kako uspemo prepričati slovensko in pa tudi mednarodno industrijo, da naše znanje lahko uporabijo v svojih proizvodih in produktih. Vse ostalo je pa seveda nek status quo, stagniranje. Vsako leto se soočamo z manjšimi sredstvi za pedagoški del, da ne govorimo, kakšen je obseg sredstev preko Agencije za raziskovalno dejavnost. In težko je v takem okolju načrtovati razvoj neke inštitucije. Kot rečeno, na srečo imamo še vedno proste roke pri evropskih projektih in pa seveda pri sodelovanju z industrijo. No, in v tem kontekstu se postaja vedno bolj moteče naslednje. Namreč nekompetentni ljudje odločajo in mislijo, da je treba varčevati v šolstvu, znanosti, kulturi in tako naprej in da se morate strokovnjaki po sredstva obračati zgolj na trg, da delate všečne in donosne raziskave. Svoje storitve prodajate kupcem, ki v vaši stroki vedo malo ali pa skoraj da nič. To so namreč opozorila, ki jih izrekajo ljudje, razumniki, ki jih moti zdrs kvalitete znanja. Jaz mogoče ne bi to trditev postavil na ta način. Sodelovanje z industrijo ne pomeni nujno nižanje kakovosti raziskovalnega dela. Jaz bi celo rekel, da nam ravno, vsaj nam kot tehniški fakulteti, sodelovanje z industrijo v bistvu omogoča še neko normalno življenje. Mi ogromno sredstev, ki smo jih pridobili na trgu, vlagamo v nove kadre, v nove doktorande, in pa večino ali pa velik del tega denarja seveda ostaja na fakulteti, vlagamo tudi v raziskovalno opremo. Če pogledamo pedagoški del ali pa raziskovalni del, mi enostavno v zadnjih nekaj letih nismo dobili praktično nič sredstev za raziskovalno opremo, ki je pa ključna za tehniško fakulteto.
Tako da poznam te očitke tudi strani študentov včasih, da se komercializiramo. Jaz se s tem seveda težko strinjam, ker vidim, da v zadnjih letih je to edini pogoj še, da mi normalno funkcioniramo. In ravno zaradi tega nekatere druge članice univerze, ki pač nimajo toliko razvite te tržne dejavnosti, imajo toliko večje finančne težave. Je pa dejstvo, da bi najbrž morali vsi skupaj stopiti, zahtevati, da na ta način enostavno ne gre več naprej, ker ta sredstva nas dejansko omejujejo pri normalni, kakovostni izvedbi pedagoškega dela in pa seveda tudi raziskovalnega dela. Je pa zanimivo, ne, da je spet 2% manj letos, drug let je že napovedan, ne bo nič bolje, ne, tako da je malo, se rekli, neperspektivno zgleda trenutno vse skupaj. Je pa zanimivo, da pri vas zelo velik poudarek raziskovalnemu delu in kolikor se mi zdi, da je recimo število raziskovalcev tako presega celo pedagoško. Ja, celotno, če bi pogledali finančna sredstva, ki jih pridobi fakulteta, je približno 45% tako imenovanega denarja z naslova pedagoškega dela, ostalo 55% je raziskovalno delo. Tukaj spet 20% čisto sodelovanje z industrijo, ostalo so pa ARRS projekti in pa evropski projekti. Seveda posledica tega razmerja je tudi to, da imamo dejansko na fakulteti več raziskovalcev, čistih raziskovalcev, se pravi so 100% zaposleni na raziskovalnih projektih, kot pa imamo pedagoških delavcev. Kar je seveda spet vprašanje, kam to pelje, ker vsi se zavedamo, da status zaposlitve pedagogov je tako imenovano delo oziroma zaposlitev za nedoločen čas, raziskovalci so pa večinoma zaposleni za določen čas, ne. In tukaj se tudi lahko strateško vprašamo, kakšen je dolgoročni cilj fakultete, ker enostavno najbrž to razmerje že preseglo neko, bi se rekli, zdravo razmerje med pedagoškim in pa raziskovalnim delom. Kako pa lovijo vaši raziskovalci, pa tudi pedagogi, svetovni trend razvoja? Delate namreč v stroki, ki je zelo na udaru hitrega razvoja. Ja, vsekakor drži. Jaz bi rekel, naša uspešnost se kaže že z tem velikim obsegom projektov, ki jih mi uspemo pridobiti. Tukaj ne gre recimo za neke sredstva, ki jih kar nekdo podeljuje. Za vsa ta sredstva, predvsem evropske projekte za industrijo moramo mi konkurirati dobesedno na trgu. Kar pomeni, da tisti, ki plačuje, to zahteva neke rezultate, neko kakovost. Še posebej izpostavljam sodelovanje z industrijo, kjer na koncu, tudi če uspeš pridobiti tak projekt, moraš res čisto konkretne rezultate pokazati. Če to primerjam z nekim letnim poročilom, ki jih pišemo za ARRS, je to bistveno bolj resna zadeva, ne glede na vsebino enih ali pa drugih projektov. Enostavno proračunski denar je, ne bom rekel, da ga je enostavno pridobiti, zato ker je huda konkurenca, ampak če pa primerjamo, kakšne so zahteve oziroma kako se preverja rezultate, potem je pa seveda delo za industrijo, tudi za evropske projekte, bistveno bolj zahtevno v smislu dokazovanja uspešnosti, kot pa recimo delo za našo agencijo. Uvajate tudi vrsto novih programov, novih študijskih smeri ali pa zgolj nekih novih predmetov. A to narekuje razvoj stroke same ali obstajajo kakšni drugi razlogi? Od novega programa bi seveda omenil multimedijo na univerzitetnem programu, to je vsekakor nov program, drugače pa seveda moramo slediti razvoju stroke. Nove tehnologije se pojavljajo, kar je najbolj značilno vseh tehničnih področij in enostavno moramo seveda potem tudi, če želimo to visoko znanstveno-raziskovalno znanje prenašati na študente, treba to potem preoblikovati tudi v študijskih programih oziroma vnašati v študijske programe. Predvsem z novimi predmeti, novimi smermi in pa nov študijski program, kot rečeno, je pa multimedija. Kakšno je zanimanje mladih, recimo diplomantov, doktorskih študentov, postdoktorskih za raziskovalno delo?
Za vse te mesta, ki jih dobimo, včasih smo imeli poleg ARRS, poleg teh mentorstev strani ARRS-ja za mlade raziskovalce, še opcijo mladih raziskovalcev z industrije, to je zdaj ukinjeno. In seveda se nam to pozna tudi na številu doktorskih študentov. Je pa seveda interes, imamo veliko manj težav kasneje pri pridobivanju študentov, kot pa na začetku, se pravi v prvem letniku prve stopnje imamo največ, kako se temu reče, vlagamo največ naporov, da te mlade privabimo, ko pa pridejo sem, ko so tukaj, potem pa recimo na drugi stopnji imamo spet omejitve, izbirne izpite, zato ker interes je relativno velik. Se pravi, tisti, ki enkrat postanejo ali se okužijo z elektrotehniko, potem seveda so naši. In vsemi smermi, ki jih ponujate. Vi ste, profesor Papič, sicer profesor in pa kot raziskovalec se ukvarjate z energetiko oziroma kakovostjo električne energije in vključevanjem razpršenih virov v omrežje. Danes so v ospredju iskanje in uvajanje predvsem obnovljivih virov energije in energija kot taka je sploh na nek način predpogoj delovanja sodobne civilizacije. Kako se bo svet razvijal po vašem? Ja, tlele energetika ali pa elektroenergetika kot del energetike vsekakor trenutno zelo izpostavljeno področje. Vsi spremljamo v javnosti te trende vključevanja razpršenih virov energije, veliko se govori o učinkoviti rabi energije. Seveda na drugi strani imamo neke uveljavljene tehnologije, tako imenovane centralne proizvodnje in nekako se pojavljajo zdaj dileme ali eno ali drugo. Jaz bi rekel, da gre tukaj predvsem za politično odločitev. Če se Evropa odločila, da želi povečati delež obnovljivih virov v omrežju, je to stvar politike in pa naloga tehnikov je potem, da poskušamo to nalogo oziroma te izzive čim bolj učinkovito rešiti. Jaz konkretno se ukvarjam, omenili ste to vključevanje razpršenih virov. Tukaj gre za en pojem tako imenovanih pametnih omrežij. Se pravi, obstoječi elektroenergetski sistem pred desetletji ni bil načrtovan za tak način obratovanja. In seveda, če želimo te male razpršene vire vključevati v omrežje, treba tudi pri vodenju omrežja, pri načrtovanju omrežja marsikaj spremeniti. In vsi te koncepti, ki načeloma omogočajo učinkovito vključevanje teh razpršenih virov v omrežje, so združeni pod imenom pametna omrežja. No, ampak recimo smeri razvoja najbrž niso prioriteta zgolj recimo vsake posamezne države, ampak tako kot ste rekli, recimo širše regije Evrope in tako naprej. Vsekakor. Tole moram pa reči, da recimo ta trend vključevanja razpršenja pa povečevanja deleža razpršenih obnovljivih virov se je vsekakor začel v Evropi, ampak je zanimivo, da cel svet sledi temu. Se pravi, to je, jaz sem zadnjič s kolegi iz Kanade pogovarjal, ki so praktično 100% obnovljivi preko hidroenergije, vodne energije, ampak kljub temu sledijo tem svetovnim trendom in se trudijo vključiti velik delež sončne energije, vetrne energije, čeprav so dejansko, kot rečeno, z velikimi hidroelektrarnami že zdaj praktično 100% obnovljivi. Prav gre za eno globalno gibanje in zatiskati si oči pred tem najbrž nima smisla. Je pa najbrž seveda tudi naloga nas, strokovnjakov z tega področja, da opozarjamo, da obstoječa tehnologija ima svojo ceno, nove tehnologije so običajno precej dražje. Vsi se zavedamo, zakaj to počnemo, varovanje okolja in tako naprej, ampak ta prehod mora biti nadzorovan, mora biti narejen na ta način, da se tudi širše gospodarstvo razvija z novimi delovnimi mesti, z novimi tehnologijami in seveda osnovni namen je, da to naredimo na način, da bo imela celotna družba čim več koristi. Ne samo pri čistem okolju, ampak tudi z uspešnim gospodarstvom. Pa Slovenija lovite trende, strokovnjaki najbrž spremljate? Vsekakor, ampak politika kot taka, recimo na tem področju. Mi seveda kopiramo naloge iz Bruslja oziroma iz Evropske unije. Opozoril bi recimo na primer subvencioniranja sončne energije oziroma obnovljivih virov, kjer seveda
sledimo trendu povečevanja deleža proizvodnje iz obnovljivih virov, ne zavedamo se pa druge komponente, da mora imeti koristi od tega tudi gospodarstvo. In če mi uvedemo subvencijo za podporo sončnim elektrarnam, potem pa 80% teh tehnologij uvozimo iz Nemčije, Kitajske in ne vem kje, pomeni, da subvencioniramo nemško gospodarstvo. Subvencija mora biti narejena na način, čeprav da to ne smemo načeloma na glas govoriti, ampak od vsake subvencije, ki gre iz našega proračuna, mora imeti največje koristi slovensko gospodarstvo. Znamo pa sami napraviti. Marsikaj znamo narediti in jaz se vedno nekako čudim, da imamo v bistvu najmanj težav z znanjem, največ težav imamo pa sami sabo oziroma z organizacijo, kako to znanje uporabiti doma. Kot strokovnjak ste si tudi nabirali izkušnje in znanje v svetovni multinacionalki in kot tudi gostujoči profesor v tujini. So take izkušnje dragocene in jih priporočate tudi vašim diplomantom in vašim profesorjem? Absolutno, 100%. Vsak bi moral preživeti leto, dve v tujini. Ne, da ostane tam, ampak da se potem vrne. Jaz osebno sem mojo strokovno samozavest, če lahko temu tako rečem, pridobil v Nemčiji. Vsi smo bili, večina naše skupine je preživela določen čas, konkretno pri Siemensu, in takrat smo šele spoznali, da smo kvečemu boljši od njih, ne slabši, ali pa vsaj primerljivi po znanju. Seveda, če primerjamo mlade inženirje, ki so prihajali, ki so bili seveda prisotni v Siemensu, iz nemških univerz, ali pa mi, ki smo prihajali iz Ljubljane, niti pod razno nismo zaostali v nekem osnovnem bazičnem znanju za njimi. In to je bil tisti prvi moment, ko smo dejansko tudi mi pridobili samozavest, da znamo sami marsikaj narediti. Seveda imajo pa Nemci neprimerno več možnosti, predvsem zaradi močne industrije, zaradi boljše organiziranosti in tako naprej. Če povzamem, jaz sem prepričan, da bi ne samo kadri, ki ostajajo na univerzi, praktično vsak izobražen, visoko izobražen inženir ali pa diplomant bi moral nekaj časa preživeti v tujini. Zaradi teh izkušenj in pa zaradi samozavesti, ki si jo pridobi, ko primerja svoje znanje z znanjem kolegov v tujini.